V oddaji Moja družina tokrat odpiramo vprašanja, ki si jih je vsak od nas že kdaj zastavil. Kako živeti bolj izpolnjeno življenje? In ali lahko človek zavestno vpliva na svojo življenjsko pot? Moja gostja je tokrat Mateja Kunc, ustanoviteljica inštituta Izak, avtorica Zlate knjige življenja in raziskovalka zakonitosti življenja. S svojim sistemom 9 življenjskih korakov pomaga ljudem bolje razumeti sebe, svoje odločitve in svojo pot. Kako razumeti življenjske preizkušnje in kaj nam lahko o našem življenju pove starodavna veda Džotiš? Oddaja Moja družina z Matejo Kunc. Ne zamudite. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Vsak človek se v nekem trenutku svojega življenja vpraša zelo preprosta, a hkrati zelo globoka vprašanja. Kdo sem? Zakaj sem tukaj? In kako lahko življenje bolj izpopolnjeno živim? Moja današnja gostja je ženska, ki je velik del svojega življenja posvetila prav iskanju odgovorov na ta vprašanja. Po izobrazbi je ekonomistka in nekdanja menedžerka, po duši pa, kot pravi sama, raziskovalka življenja. Mateja Kunc, dobrodošli in pozdravljeni v studiu. Dober dan. Po težkih življenjskih preizkušnjah, med katerimi je bila tudi bolezen, se je podala na pot raziskovanja zakonitosti življenja, človekovega razmišljanja in notranjega razvoja. Svoje spoznanja je skozi leta oblikovala v sistem znanja, ki ga danes poučuje v okviru Inštituta za kvaliteto življenja Izak, ki združuje življenjeslovje in starodavno vedo Džotiš, vedsko astrologijo. Je avtorica knjige Zlata knjiga življenja, predavateljica in mentorica, ki verjame, da lepo življenje ni stvar sreče ali naključja, temveč predvsem razumevanja zakonitosti življenja. Danes bomo govorili o tem, ali lahko človek res zavestno vpliva na svojo življenjsko pot, kako razumeti življenjske preizkušnje in zakaj je poznavanje samega sebe morda najpomembnejše znanje, ki ga lahko pridobimo. Začnimo na začetku, se pravi, življenje se začne na začetku. Ja. Iz kakšne družine prihajate oziroma a nas zaznamuje, iz kje prihajamo ali nas zaznamuje kaj drugega? Na to je zelo preprost odgovor. Seveda nas zaznamuje. Mogoče ta beseda zaznamuje, ima majčken težo ima, ker če bi rekla, tudi tale pogovor naju zaznamuje, tudi prejšnji, včerajšnji dan nas zaznamuje, 5 let nazaj nas zaznamuje, torej vse, kar je del našega življenja, vse, kar je z današnjega zornega kota gledano naša preteklost, je razlog, da smo danes to, kar smo in da je naše življenje danes takšno, kot je. Tako da seveda odgovor na to vprašanje, ali nas zaznamuje, je da. Drugo vprašanje pa je, na kakšen način. Torej, iz kakšnega okolja izhajate, prihajate? Jaz sem hči kovača. Več generacij v moji družini je torej zaznamoval ta poklic, biti kovač. In mogoče eden prvih spominov v moje otroštvo je spomin, da se je moj oče me imel neverjetno sigurno zelo rad, ampak to je vključevalo tudi to, da je ocenil, da se mu lahko relativno kmalu pridružim v kovačnici. Tako da sem jaz kar nekaj svojega otroštva preživela v kovačnici, kar mi je seveda dalo eno disciplino, ene delovne navade, ki so mi potem v življenju zelo, zelo prišle prav. Ampak po drugi strani pa veliko ljubosumja, veliko enega, danes se nasmehnem ob tem, ampak veliko enega tega razmišljanja, pa zakaj jaz? Pa saj nisem fant, saj sem punca. In ko sem se potem srečala z Džotišem, enim zelo dragocenim starodavnim orodjem, ki mi je pomagalo razumeti obdobja, skozi katera sem v življenju šla, in naravo in motive v teh obdobjih, sem seveda razumela, zakaj je meni to težko padlo, ker sem ravno ampak svoje prvo obdobje v življenju preživljala v
To je bilo obdobje, ki ga je zaznamovalo ali pa motiviralo to, da se imaš lepo. Bolj ta energija, mogoče malo krivično reči ženska energija, ker enako je, mislim, moški, ženske, vsi imamo te principe, ampak imeti se lepo, igrati se, biti z drugimi, kar je bilo precej drugače od... Imeti otroštvo, ne? Klasično, Imeti recimo. otroštvo, ampak ne bi rada, da izpade, kot da ga nisem imela. Ne? Vsak ima svoje otroštvo, moje je bilo pač takšno, kot je bilo. Moja starša sta bila zelo, zelo dobra starša. Ampak normalno, a ne, otroci pač delijo v dobi odraščanja dinamiko družine. Ampak spet danes razumem, da tudi to, komu se rodiš, v kakšno družino, v katerem delu sveta, vse to je del neke življenjske zgodbe, ki je širša od tega, od spočetja pa do smrti. Moja babica je rekla velikokrat, vse je za nekaj dobro. Mogoče šele kasneje vidiš, zakaj je dobro, ne v trenutni situaciji, ampak na koncu vse je za nekaj dobro. A lahko to komentiram? Z veseljem, ne. To je namreč eno od mojih skoraj da najpomembnejših spoznanj. Namreč, ja, res je, vse je lahko za nekaj dobro, ne samo po sebi. Vse je lahko za nekaj dobro, če mi tej stvari ali pa vsem stvarem dajemo pomen, ki je za nas dober, a ne? Ker veliko sem se ukvarjala s tem istim stavkom in pri najboljši volji za marsikaj v svojem življenju nisem mogla ugotoviti, zakaj ne bi bilo to dobro, oziroma če bi se le dalo, bi se temu ognila. In potem sem razumela, da stvari same po sebi nimajo pomena za nas. Stvari se samo zgodijo z razlogom, ki izhaja iz nas, kakšen vpliv bodo imele za nas, to pa je v naših rokah oziroma bolj v naših glavah. Torej, kakšen pomen bomo pripisali. Torej, ja, stvari so lahko za nekaj dobre, ampak smo mi tisti, ki določamo, zakaj bo konkretna stvar za nas dobra. Mogoče, katere 3 vrednote bi izpostavili, da ste jih od staršev prevzeli ali pa da jih živite? Prva stvar, ki mi je prišla na misel, ta delavnost, vztrajnost, nepopustljivost, tudi borbenost. To je v pozitivnem pomenu, v principu, ne? Absolutno, absolutno. Čim je vrednota, je zagotovo vedno v pozitivnem pomenu, a ne. Negativno, če bi že, a ne, tisto, česar sem se mogla pa potem v življenju odvajati, je pa trma, uporništvo, takrat, ko to ni smiselno. Trme sem se odvadila, ko sem od nekoga, pa res ne vem od koga, slišala, da je trma znak bodi si čustvenega neravnovesja, bodi si zabitosti. Eno, ne drugo mi ni bilo všeč, no in zdaj sem se malo pohecala, ampak ja, a ne, trma seveda vztrajati pri svojem, ampak ne pa trma kot znak tega, da se boriš proti drugim. Tega sem se pa močno osvobodila v življenju. Se pravi, rekli ste, da izhajate iz družine, lahko rečemo podjetniške družine, ki je šlo iz generacije v generacijo. Obrtniške. A ste se pogovarjali tudi o denarju? Absolutno. Če me zdaj vprašate, mi še vedno zveni v ušesih stavek, denar ne raste na drevesu. Absolutno, za denar. Spomnim se starega očeta, zdaj mi je to prav na misel prišlo, ko ste to omenil, je imel tako zelo tudi izoblikovan svoj pogled in on je rekel, dobra roba se sama hvali in to je bil njegov komentar vedno delo, on je vedno bral delo in ga je bral na glas in ko so bile reklame, on je rekel, taka reklamera mora, če bi imel dobro robo, se ne bi rabo reklamirati. Tako da to so bila taka moja sporočila, pa zelo, zelo, zelo tradicionalen, konzervativen pristop do zadolževanja. To je bilo tudi zelo prisotno, ne se zadolževati. Živi... Naravni standard, ne? Tako, živi v skladu s svojimi danostmi. Tako da marsikaj sem spremenila tekom življenja, ampak teh stvari se spomnim, ko ste me vprašali. Glede na to, da ste menedžerka pa ekonomistka, vas bom tudi vprašal, pa da ste delali že doma, v podjetju oziroma obrti. Kdaj ste zaslužili svoj prvi denar, se spomnim?
Zdaj ste me pa presenetili, ampak mislim, da nekje pri 6 letih, tam nekje 5-6 let. In sicer spomnim se, da kot otrok sem imela en dar. Vsi imamo danosti, talente, darove in moj dar je bil, da sem vedno našla stvari. Tako, če se je kje karkoli izgubilo, se je že točno vedel, koga bojo poklicali in to sem bila jaz. In ker sem res verjetno v 9 od 10 primerov tisto stvar našla, sem bila zato tudi s kakšnim, kaj so bili dinarčki najbrž takrat nagrajeni, to se spomnim. Pa doma smo imeli tudi tako manjšo kmetijo, večjo kmetijo pa pri starih starših in zlasti pri starih starših smo bili vedno tudi tako malo z denarčkom nagrajeni, ko smo delali na njivi, na polju in se spomnim, da sem bila vedno pohvaljena, da sem bila zelo hitra pri sajanju krompirja in pri pobiranju krompirja. Učinkovita in takrat to so bili že prvi moji zaslužki. Najlepša hvala, čas nas je že preganja, tako da predlagam, da greva na kratko pauzo. In drage gledalke, dragi gledalci, vas pa povabim, da se vrnete nazaj zopet k naši gosti, Mateji Kunc, in zelo zanimivem pogovoru, ki naj čaka v nadaljevanju. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je danes prav posebna gostja, Mateja Kunc. Prej sva se pogovarjala pred odmorom, kdaj ste prvič zaslužili svoj prvi denar. Pa me zanima, ker so se vam prej res oči zasvetle, a je denar energija? Da bi odgovorila na to vprašanje, bi morala najprej definirati, kaj je energija. Tako da bi se jaz mogoče majčkeno izognila neposrednemu odgovoru, pa bi rekla, denar je pomemben. Denar je del življenja, del zlasti v družbi, kjer je denar menjalno sredstvo in hranilec vrednosti. Ker ne smemo pozabiti, ljudje smo dvojna bitja. Smo duhovna in materialna bitja in materialni del nas je pač naše telo. In naše telo je podvrženo zakonom časa in prostora, torej materije, kar pomeni, imamo potrebe. Imamo potrebe, ki jim je treba zadostiti. In v kulturi, kjer je denar, torej menjalno sredstvo, enostavno potrebujemo denar za to, da lahko tem svojim v bistvu od eksistenčnim in naprej potrebam zadostimo. Tako da spravim, kaj je energija, ampak jaz bi rekla, slabo se počutimo, če nimamo denarja, ker ga potrebujemo. Oziroma bolj se počutimo, če ga imamo dovolj. Tako je. Se spomnite tistega, da če že moram biti nesrečen, sem rajši z denarjem, kot brez. Pa ne bi rada banalizirala, ampak hočem reči, oboje potrebujemo. Potrebujemo materialne stvari in potrebujemo notranji mir, da smo lahko v ravnovesju. V prvem delu so se dotaknila vašega otroštva. Zdaj bi me pa zanimalo, se pravi, kako je pa potekala vaša kariera, ker nekje na začetku oziroma predhodno ste delali čisto nekaj drugega, kot delate danes. Res je. Jaz mnogokrat rečem, da živim v bistvu 2 življenji v enem telesu in nekje prelomnica je bila verjetno, bi lahko rekla, leto 2005. Konkretna prelomnica, teren zanjo se je pripravljal pa že precej dlje časa. Tako da dejansko bi lahko rekla, da torej, kaj je bilo tisto, kar je res meni naredilo spremembo. Že ko sem bila menedžerka velikega podjetja, pa srednje velikega podjetja, nekako sem se tako slabo sem se počutila, če je bilo treba na nek način konfrontirati z ljudmi. Velikokrat sem rekla, pa a sem jaz zato na svetu, da bom v taki poziciji. To mi ni bilo všeč. Ampak podlaga za to, da se nisem dobro počutila, kadar ne samo, da nisem mogla podpreti ljudi, sem mogoče bila celo neke vrste ovira v njihovem življenju. To pa sega mnogo let, precej let nazaj, namreč kar veliko izgub sem doživela svojih najbližjih in verjetno ena najtežjih izgub je bila zagotovo bolezen moje sestre, ki je v
zelo ranem, v rani mladosti, tako rekoč pri 37 letih, umrla za rakom, pustila 3 otroke, mali otrok, najmlajši ni imel niti 2 leti takrat. In takrat se res potem vprašaš, zakaj? Zakaj se take stvari dogajajo? In takrat se je zelo močno v meni izoblikovalo to vprašanje, zakaj se nam dogajajo določene stvari, bodisi dobre, bodisi slabe. In v bistvu ta dogodek je bil verjeten prelomni, čeprav sem še kar veliko časa potem bila v tem svojem klasičnem, bi rekla, življenju, klasičnem, sej tudi zdaj, no, ampak v tisti prejšnji zgodbi, ampak to je bilo v meni. Vprašanje torej iskanje teh odgovorov je bilo v meni in potem se je pač zgodilo leto 2005, ki je bilo pa res prelomno v mojem življenju, kjer sem pa dokončno, pač vsled nekih okoliščin, dokončno zaključila tisto življenjsko pot. In zanimivo je bilo, da preden se je to dejansko zgodilo, sem jaz, ko sem se počutila najbolj obremenjeno, ob nedeljah gledala Žrebanje lota. Takrat je bilo samo ob nedeljah, da imamo več dni, ampak takrat je bilo ob nedeljah in vedno isto. Kaj bi naredila, če bi zadela? In moj mož je vedno rekel, pa daj, počak. Najprej zaden, pa se bova pol pogovarjala. Jaz sem pa vedno imela odgovor, v bistvu to mi je bilo nekako, sama sebi sem si dovolila sanjati. Kaj bi, če bi. In potem se je res zgodilo. Nisem zadela na lotu, ampak vse ostalo, vse ostalo je pa dejansko šlo v to smer, da sem potem, torej zadnjih, v bistvu zdaj že 20 let življenja, res namenila iskanju torej odgovora na to vprašanje in danes se počutim precej suvereno glede tega in si upam reči, da imam odgovor na vprašanje, zakaj se nam dogajajo tako lepe, predvsem pa seveda tudi slabe stvari, ker odgovor na to vprašanje je zato pomemben, ker ko enkrat razumemo, se lahko vnaprej izognemo. Za nazaj pa žal stvari ne moremo spremeniti, ampak za naprej lahko vplivamo na življenje. Mogoče eno vprašanje, ki verjetno res vsak pride do tega, po določenem času, se pravi, ali imam jaz z rojstvom že začrtano neko pot? Oziroma, če je odgovor, ja, jo imam, ali lahko na to pot kako vplivam? Absolutno. Tako kot sem že prej rekla, ljudje smo dvojna bitja, delujemo pač kot dvojna bitja v tem smislu materialni del nas, nematerialni del nas, duhovni, jaz temu rečem misli in čustva, to je tisto, kar je v nas nematerialnega in enako velja tudi s svetom in življenjem. Se pravi, v našem življenju se prepletata 2 zelo pomembna vidika, konkretne okoliščine in naš pogled nanje. In ko ste rekel, a pridemo že z neko zgodbo v življenju, spet bom odgovorila tako, kot sem prej. Ali ste danes, ko ste se zjutraj zbudil, a ste že nadaljeval neko zgodbo? Absolutno ste jo. Jutro, je nadaljevanje prejšnjega dneva. Ampak ker so ti dnevi, danes, jutri, pojutrišnjem, stvari, ki jih naš spomin zelo dobro lahko še beleži, si znamo na vsak zakaj dati odgovor. Zakaj imam jaz poškodovane roke, vem, kaj sem delala, da se mi je to zgodilo. Medtem ko ti prehodi, ko pa mi svoje to pojavno bitje menjamo, pa nimamo spomina, spomin je vezan na telo. In se od rojstva naprej. Tako. Za nazaj pa tega ni. In zato seveda nimamo izkustvenih odgovorov, takrat pride pa na vrsto racijo. Se pravi, mi moramo vedeti, da je tako, kljub temu, da ne moramo empirično teh stvari dokazovati na tak način, kot smo vajeni. Torej, da, vsi pridemo že z neko svojo potjo in ne samo to, vsak od nas jo celo lahko
ve, dobi na voljo so informacije, kakšna je ta pot, orodje, ki nam jih omogoča je Džotiš, in da zdaj odgovorim na ključno vprašanje. Torej, vedno je tako v življenju. Neke stvari so nam dane, ampak ne zato, ker bi bile kot usoda, ampak zaradi stabilnosti življenja. Predstavljajte si, da bi lahko danes na jutri vsak dan menjal spol. Da bi lahko menjal družino, torej kot neko poreklo in tako naprej. Pač neke stvari so mišljene, kot da naj bi ostale v življenju takšne, zato da imamo tisti del, ki je stabilen, tako, na katerega lahko računamo, na katerega se lahko zanesemo, potem je pa drugi del, ki je pa v tej konstanti, tej stalnici spremenljivka. Se pravi, naš pogled na to. In ko mi spreminjamo, ali pa ko se zavedamo pomena tega, kako gledamo na stvari, imamo s tem v veliki meri nadzor nad svojim zdravjem, to je prva zelo pomembna stvar, in druga stvar tudi nad situacijami. Se pravi, neke stvari se ne bodo spremenile, ampak sej v končni fazi ni ključno, a se stvari vse spreminjajo ali ne, ampak kako se mi znotraj njih počutimo. In kako gledaš na te stvari, ne? In torej nobena situacija sama po sebi ne določa, kako se bomo v njej počutili. Poglejte, recimo, zdaj se nam dogajajo tako težke, v bistvu prelomne stvari po svetu, pa imava midva v tem lepem studiu lahko do tega popolnoma nek drug pogled, kot drugi ljudje, glede na njihovo situacijo. Ampak spravim, tudi ne glede na situacijo, je vedno pomen tisti, ki ga mi lahko svobodno pripisujemo. In to je bistvo svobode. Veliko bolje, da imamo pozitivni pogled na katerokoli stvar, kakor pa negativni. Absolutno. Glede na to, da čas res hitro teče, so prišla do konca drugega dela. Drage gledalke, dragi gledalci, vrnemo se čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Mateja Kunc. V prejšnjem delu sem jo postavila še eno vprašanje, in sicer intuicija. Koliko zaupati intuiciji, ker velikokrat zaupaš oziroma deluješ na podlagi argumentov, mogoče ti pa intuicija govori nekaj drugega. Ja, zdaj sva spet na zelo podobnem vprašanju, kot prej, če je denar energija. Zopet bom rekla, če naj bi nečemu zaupali, potem bi jaz rekla, da je zelo pomembno in koristno, da imamo jasno predstavo, kaj to sploh je. In jaz sem na svoji poti raziskovanja prišla do tega, da intuicije ne moramo obravnavati enako kot nekakšen notranji glas ali pa nekaj, kar nam od zunaj nekaj prišepetava. Ker če naj bi v ključnih situacijah v življenju sledili intuiciji, je res dobro, da vemo, zakaj pravzaprav gre. In moje mnenje je, da je intuicija neko spoznanje, tako kot da se ti zabliska, posveti, neke vrste razsvetljenje, razsvetlitev, ampak ne kar tako, ne da jaz zdajle, ne vem, mi nekaj pade na misel in bo to intuitivno. Ampak se intuicija razvije takrat, ko se z neko stvarjo zelo veliko ukvarjamo. In bi tako rekla, kot da imamo mozaik. In v tem mozaiku je že večino kamenčkov postavljenih, pa še vedno ne daje tiste prave slike. In potem pride ena na videz nepomembna stvar. Ampak glede na to, da je to že, da se ujema s tem. Celota potem. Tako. In bi potem rekli, nekaj tako na videz nepomembnega, celo nepovezanega, pa je meni v bistvu tako zaokrožilo sliko. Tako da hočem to povedati, da intuicija ni, ali pa notranji glas, ali pa kakorkoli želimo temu reči, bistveno bolj na varni strani življenja smo, če se vprašamo, zakaj tako razmišljam in kam me bo to moje razmišljanje pripeljalo. Namreč ena stvar v življenju bi se jo morali res bolj zavedati.
Vedno se v življenju prepletata preteklost, sedanjost in prihodnost. In zato, da nismo nepopisan list, zato, da mi lahko predvidevamo na podlagi preteklosti, se ves čas možgani, ta zatilni reženj možganov, poskrbi za to, da imamo mi v vsaki novi situaciji neko referenčno misel, nek referenčni dogodek, ki nam sproža in misli in čustva. Ampak to se zgodi tako hitro, da se mi tega niti ne ozavestimo. Ampak v resnici mi recimo srečamo človeka, ki nam je na prvi pogled bodi si simpatičen, bodi si nesimpatičen, pa točno vemo, da smo ga prvič v življenju videli. Torej, v resnici je to občutje, ki ga doživljamo. A občutje, ki se nam je porodilo ob spominu na neko drugo osebo, ki nas na prišleka spominja. Zato je pomembno razumeti, da so te tudi intuicija, te prve misli imajo svoj namen. Imajo namen, da če nimaš boljše ideje, naredi tako, se odzovi tako. Ampak to ni edini možni način. Zelo zanimivo v bistvu, ker ste se res poglobili, na začetku ste rekli, iskali sem odgovore na vprašanja. Ne? In res imate super odgovore. Hvala lepa. In verjetno ogromno odgovorov ste zapisali tudi v vaši knjigi Zlata knjiga življenja. Ko sem se pripravljal na intervju, sem videl, da ste jo pisali kar nekaj časa. Ne? Ja. Mogoče, če poveste kaj več o knjigi in zakaj ste jo napisali, kaj lahko bralec tukaj najde, spozna za sebe, pa mogoče, kaj bi vi najbolj izpostavili v tej knjigi? Ja. Res je, knjigo sem pisala 7 let, jaz rečem na enih 15 podlage. Se pravi, povod, tisti glavni motiv, da sem začela to knjigo pisati, je bilo moje svetovalno delo. Od svetovanja do svetovanja sem ponavljala iste stvari. In potem sem prišla, in to te stvari, ki so se mi zdele ključnega pomena, da potem, ko dam nekomu interpretacijo njegove življenjske poti, kot mi jo Džotiš razkriva, to ne sme biti v praznem prostoru. To mora biti na podlagi razumevanja življenja, ker sicer lahko zbuja celo strah, namesto da bi olajšal, da bi možnosti pokazal. No in tako je prišlo do enega pogleda na življenje, ki je nov pogled, nova veda v življenju, ki sem jo poimenovala življenjeslovje, in razlaga tega pogleda na življenje je torej v tej knjigi. Zame je Zlata knjiga življenja res učbenik življenja, ne znam boljše besede uporabiti, ki sodi na nočno omarico. To ni knjiga, ki bi se prebrala na dah, to ni knjiga, ki bi jo lahko prebrali tako kot roman, kljub temu je pa na zelo enostaven način pisana, v dialogu z mojim sogovornikom. Bi rekli, da je kot priročnik to? Absolutno. To je kot priročnik, kot učbenik, dejansko kot učbenik, ker je notri zajeto tisto, kar je ta meja ali pa ključni dejavnik, ali se nam bodo dogajale pretežno slabe stvari, ali se nam bodo dogajale pretežno dobre stvari. In še posebej je to ključnega pomena takrat, ko se nam že nekaj časa dogajajo pretežno slabe stvari. Namreč spet bom rekla, eno od zelo pomembnih spoznanj v življenju, v mojem življenju, je, da se nam življenje, slabe stvari, težke stvari ne dogajajo, ker smo karkoli krivi. Ker moramo izravnavati ali pa poravnavati kakšne tako imenovane dolgove ali pa se torej za grehe oddolžiti. Ali pa celo, še drug pogled je namreč, da se nam težke stvari dogajajo kot lekcije. Da ima življenje z nami nek poseben namen, da moramo to narediti. Skratka, moje spoznanje je, da nič od tega ne drži, da se nam življenje dogaja tako, kot se nam, torej skozi nas, ne mimo nas. Vedno je naša vloga zraven. Tudi pri stvareh, ki jih doživljamo kot najtežje, veliko tega bi se nam lahko uspelo ogniti, če bi razumeli dejansko, da so, torej razumevati pomen misli. Razumevati tega, da ta
osnovna kreativnost v življenju se dogaja med mislimi, med idejami, ki jih imamo o neki situaciji in situaciji samo. Se pravi, gre za ta vzajemni odnos. Situacije vplivajo na to, kaj si mislimo, in naše misli o situacijah vplivajo na to, kaj se nam bo dogajalo. Torej, če bi se, in seveda, ker na strani situacij nimamo moči, imamo pa na strani misli. Torej, če bi se tega zavedali, da bolj kot se pritožujemo, večkrat kot se pa ne, da je kaj narobe s pritoževanjem. Problem je, da se doživljamo žrtev. Če pritoževanje v bistvu izraža to, da imamo sami sebe, da se dojemamo kot žrtev življenja, potem žal, s tem ohranjamo. Si ne pomagaš glih, ne? Tako, ostajamo uglašeni na nove situacije, kjer bomo ponovno žrtev. In to je prva stvar, ki se mi zdi, da bi jo morali razumeti, da se v težkih situacijah, da znamo narediti ali pa da se zavedamo, kako je pomembno, da če ne moramo videti slepe plati, in veliko situacij je takšnih, da jih ne moramo videti kaj lepega v njih, da pa vsaj o njih ne razmišljamo takrat. Mislim, negativno, torej kot problem, kot težava, bomo razmišljali. Ampak bistveno je, da ne več kot zahteva sama situacija. Ker tako kot v fiziki velja tudi v življenju. Vibracijska bitja smo, vse je stvar vibracije, in pri vibraciji poznamo jakost in frekvenco. Kar pomeni, od frekvence je odvisno, s čim smo frekvenčno, na kaj smo frekvenčno uglašeni, na tisto, o čemer pretežno razmišljamo. Od jakosti je pa odvisno, koliko intenzivne bodo te situacije, in je torej, koliko o tem razmišljamo. In kar... Se pravi, recimo, nekomu se dogajajo ali pa so se dogajale stvari take in drugačne v preteklosti, kaj naj naredi, ne? Se pravi, verjetno je najboljše, da rečele, ok, kar je bilo, pustimo, ne moramo nič spremeniti, od danes naprej začnem tudi v prvi fazi razmišljati bolje, pozitivnejše, ker na to lahko vplivam. In se potem prepustiti življenju naprej in delovati aktivneje, pozitivneje in... Ja, ampak zdaj ne vem, mogoče, če ste mislili s tem prepustiti se toku, to velikokrat slišim, tle imam malo zadržka. Jaz bi rekla, ja, prepustiti se toku takrat, kadar je življenje lepo. Ker to preprosto pomeni, da smo glede tistega vidika življenja mi že vibracijsko uglašeni na dobre situacije, na take, kot si jih želimo. Kako smo pa uglašeni? Preprosto o tistih vidikih življenja imamo pozitiven odnos do tega. Ko se nam pa dogajajo težke stvari, takrat se pa ne prepustiti toku, ker je življenje zopet tudi v tem smislu predvidljivo. Ko se nam enkrat dogajajo težke stvari, se bodo še naprej dogajale težke stvari, če se bomo mi pustili toku, kar pomeni, nič ne bomo spremenili. In vedno lahko spremenimo v prvi vrsti pri sebi, v pogledu na situacije. In tako kot sem prej rekla, o marsičem ne moramo kar čez noč razmišljati pozitivno, v smislu, joj, koliko je dober, ko se mi je bolezen zgodila. Ali pa joj, ne. Ampak ni treba, da o tem razmišljamo ves čas. To je bistveno. Če mi zmanjšamo pozornost, ki jo namenjamo težkim situacijam, se zgodi ta relativni premik. Se pravi, če mi manj pozornosti namenjamo težkim stvarem, bomo začeli opazovati tudi ali pa zaznavati tudi lepe stvari v življenju. A veste, če se mi posvetimo ali pa čisto poistovetimo s tem, da smo nekoga izgubili, kar je zelo težka situacija, če gre za drago osebo. Ampak če mi od jutra do večera pustimo, da razmišljamo o tem, kako je pravzaprav se za nas s tem življenje končalo, se s tem poistovetimo in kaj se zgodi? Ljudje se začnejo odmikati od nas s časoma. In potem dejansko ne vidimo več lepih stvari in se neka vrste samo prerokba zgodi. Mogoče s tem zaključujem današnje srečanje, glede na to, da hitro mineva čas, ker je tema zelo zanimiva. Torej,
posvečajmo se rajši več lepim stvarem, minimizirajmo fokus na manj lepe stvari in tako se nam bo življenje samo od sebe, bom rekel, naredilo lepše. Tako je. Če lahko sam še to misel dodam, ne, pozitivna naravnanost ni pretvarjanje, da je življenje lepše kot je, ampak je ustvarjanje vizije, zavestno ustvarjanje vizije lepše prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala vam. Drage gledalke, dragi gledalci. To je bila oddaja Moja družina za Matejo Kunc. Lep pozdrav.